Ali je za gledanje, poslušanje vsega tega, o čemer so doslej govorili, treba karkoli plačati? Ali je to sestavni del pač javnega dobrega, ki ga proizvaja RTV Slovenija? To je brezplačno. Se pravi, vse, kar najdete na tej aplikaciji, je kot vam, gledalcem oziroma poslušalcem RTV Slovenija, tudi plačnikom RTV prispevka, omogočeno brezplačno. Se pa vi svetujete, čeprav razumem, da je dobro si odpreti uporabniški račun. To ni nujno, je pa dobro. Dobro je, in sicer iz več razlogov. Predvsem, če se nahajate v tujini, lahko vam to omogoči, da pogledate si izbrane oddaje tudi medtem, ko ste recimo v državah Evropske unije, ampak mogoče v tem malo kasneje. Predvsem pa je dobro zato, ker si lahko določene vsebine shranjujete, potem lahko si ustvarjate svoje sezname in v bistvu si s tem sami malce obogatite uporabniško izkušnjo. Torej, kaj svetujete uporabnikom, ki se prvi srečajo z RTV 365, kje naj poiščejo podrobnejša navodila? Podrobnejša navodila najdejo pod zavihkom Moj RTV. Tam je tudi vstopno mesto, kjer se lahko registrirajo in tam bodo tudi našli podrobnejša navodila. Kaj pa so prednosti RTV 365 v primerjavi s platformami operaterjev? Po mojem osebnem mnenju je velika prednost ta, da so opremljeni s podnapisi. Predvsem je tudi ta prednost, da so vsebine, ki so ločene prav za otroke in za mladostnike, tako da je to pravi raj za starše. In predvsem pa ponujamo tudi vsebine, ki so prilagojene ljudem z oviranostmi, tako da je to kar velika prednost, kar se tiče ostalih operaterjev.